Dame in gospodje, dober dan in dobrodošli na Bledu, dobrodošli na naši prireditvi. Bled zna in zmore. Na Bledu rastejo ideje in se rojevajo izdelki, na katere smo že danes lahko ponosni. Kolektivna blagovna znamka Blejski lokalni zbor je dokaz, da inovativnost, podjetnost in smisel za zgodbe še živijo v naših krajih. Zgodbe smo iskali med ljudmi, ki srčno ljubijo Bled, izdelke med tistimi, ki cenijo izkušnje in znanje preteklih rodov, hrano med onimi, ki poznajo moč zemlje, na kateri so zrasli. In našli smo vedno iste ljudi, ki vse to nosijo v sebi in znajo ponosno povedati, da so dediči kraja, ki je slovenska podoba raja. Blejski lokalni zbor je vse tisto, kar že od nekdaj biva in raste na Bledu in v njegovi okolici, v ljudeh z tega konca, v zemlji, v vodi, v zraku. Kar smo dobili od naših prednikov, smo sprejeli s hvaležnostjo in temu daru dodali svoje ideje in zamisli, ki so odraz časa, v katerem živimo. Preteklost se je v kolektivni blagovni znamki Blejski lokalni zbor srečala s prihodnostjo. Ponosni smo, da vse, kar sodi pod znamko Blejski lokalni zbor, lahko ponudimo nam samim in svetu. K besedi vabim direktorja Turizma Bled, gospoda Tomaža Roglja. Hvala, Romana. Točno pred 2 letoma smo bili tukaj v tem prostoru, točno na isti dan, 31. januar, in takrat smo predstavili blejski sir, prvi izmed linije oziroma bogatstva vsega tega, kar vidimo danes tukaj. Jaz sem takrat na novo prišel v Turizem Bled, bilo je lepo, približno toliko ljudi in zelo vesel sem tudi danes. Predvsem zato, ker je to, kar smo počeli v teh 2 letih, prineslo toliko rokodelskih izdelkov, toliko hrane, toliko dobrot, predvsem pa dobrega duha med vsemi sodelujočimi. Imeli smo tudi nekaj nejevernih Tomažev, ki so rekli, na Bledu ni stvari. Vesel sem, da se je pokazalo na Bledu zelo veliko stvari in to še niso vsi. Imamo še kandidate, ki morajo samo malo zboljšati svoje izdelke, storitve in potem se bo naša družina teh stvari povečala. In zakaj je to dobro, da imamo Bled Local Selection, da imamo naše domače avtentične stvari? Dobro je zato, ker imajo ljudje tukaj posel, da ostajajo tukaj, da se ni treba voziti v Ljubljano, in dobro je zato, ker je to tudi dobro za turizem. Skozi vedno več je ljudi, ki iščejo lokalne okuse, lokalne izdelke in s tem mi na to odgovarjamo. Moram se posebej zahvaliti celotni ekipi, s katero sem delal, z vsemi strokovnjaki, veliko sem se naučil in verjemite mi, da je to delo potem tudi užitek in to je pa tudi tisti končni smisel, da to, kar počnemo z zadovoljstvom. Hvala sodelavki Maji, hvala županu, ki nas je občina podpira tukaj, hvala strokovni komisiji, Andreju Pompetu, ki je začel z oblikovanjem, bo pa tudi povedal zanimivo zgodbico, kako je sploh do te ideje potem prišlo. Hvala in lepo se imejte. Predsednik strokovne komisije je profesor dr. Janez Bogataj. Prosim. Lep dober dan vsem. Moram reči, da bi mogel zdaj citirati Otona Župančiča, ki je napisal: moje srce je danes židane volje, ampak je pol napisal, kot da bi bilo pilo kraški teran. Jaz bi pa pol rekel tukaj, ker vidim tak bogat nabor različnih izdelkov. Seveda, to niso neki izdelki kar tako, ampak so izdelki, ki jih je naredilo lokalno prebivalstvo. To se mi zdi najbolj pomembno pri celi stvari. To se pravi, da ljudje, ki tukaj živijo, ki tukaj razmišljajo, ki tukaj vstanejo in spijo, nekaj naredijo za svoj kraj in so med seboj tudi seveda povezani. To
zelo pomembno. Kajti v slovenskem turizmu je cela vrsta nekih SP-jev in ne vem koga še, ki potujejo iz enega kraja od drugega, nosijo sabo plastične štorkle in na Bledu napišejo pol Bled, v Kranjski Gori Kranjska Gora, v Piranu Piran in tako naprej. Tukaj pa je, bi rekel, lokalno znanje in če rečem znanje, je to tista sestavina, ki jo tudi Organizacija Združenih narodov UNESCO močno podpira. Govorimo o nesnovnem znanju, o nesnovni kulturni dediščini in moram reči, že strokovno komisijo je izjemno presenetil velik odziv izdelovalcev. Dobili smo že v tej prvi fazi celo vrsto kakovostnih izdelkov iz različnih področij in prepričan sem, da v prihodnje bomo dobili še več, kajti tisti izdelki, ki niso najbolj ustrezali strogim kriterijem, imajo še možnost, da se izboljšajo. Jaz vedno pravim, še tako slab izdelek nosi v sebi tudi neko pozitivno noto. In na tisti pozitivni noti treba naprej graditi in negativne potem spreminjati. Skratka, čestitam turizmu Bled, občini seveda, da sta se odločila za to pot in pa predvsem vsem izdelovalkam in izdelovalcem za izdelke in seveda za razumevanje, kajti v Sloveniji še vedno ne razumejo nekateri, to govorim pa res iz izkušenj, kaj pomeni strokovna komisija, kaj pomeni pa komisija. Že ta pridevnik strokovna marsikaj pove, to pa pomeni seveda, da ni pomembno kopiranje, ampak kapiranje. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedi vabim še blejskega župana, gospoda Janeza Fajfarja. Dober dan vsem. Težko bi še kaj dodal, ampak gledam, odkot so vse naši razstavljavci, je to prvi korak k temu, kar si najbolj želimo. Kolega zgori, Peter, da se živi z Bledom, ne od Bleda. In da se je ta naš bazen, ne samo tisto, kar je na teritoriju občine, ampak še bližnja okolica, se s tem identificira, z najbolj razpoznavno znamko Slovenije in da ni samo tradicionalno, ki se mora ostati in ga moramo še razvijati, ampak da so tudi moderni izdelki, umetne obrti in tudi umetniški, ki se z Bledom identificirajo in poistovetijo. Da je stvar naprej. Starega ne smemo pozabiti, moramo negovati. Imamo ogromne proizvodne kremšnit, ki ponese ime Bleda, blejska kremšnita po celemu, rekel, na našemu severu, po vsej Avstriji, pa tukaj imamo potico z otoka, ki se tudi prodaja zelo dobro in je prav, da imamo tudi to. Imamo druge, bolj ekskluzivne, kako bi rekel, bolj redke izdelke, prgarke in med in sploh ne vem kaj, sirnaš, to je bilo pred nekaj časa še nepredstavljivo. Hvala vsem, hvala za idejo, gospod Pompe in Turizmu Bled, da smo do tega prišli, lahko rečem, da sem srečen in ponosen, da se lahko takole predstavimo. In želim res, da se čim bolj spoznate med sabo in še koga nagovorite oziroma spravite naprej, da se bom še sam odločil za to, da bomo dali nekaj od sebe, kar nas identificira. Ne glede na ta, če si želimo dobrih gostov, ker včasih občutka nimam, ker gremo bolj na prvo žogo, ampak dober gost si pa želi dobrega in tukaj je ogromno dobrega. In to nese sabo, tako ali drugače. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa. Pred nami pa sta predstavitvi sistema in znakov. K besedi vabim doktorico Tanjo Lešnik-Štuhec, ki je sodelovala pri ocenjevanju prav vseh izdelkov. Dober dan in lep pozdrav. Izjemno me veseli, da se je sistem označenja po sistemu blagovne znamke izvorno slovensko pridružila dejansko tudi znamka
ki prihaja iz, bom rekla, najbolj prepoznavne znamke Slovenije. Skratka, na območju Slovenije imamo veliko dobrih ponudnikov in veliko teh je tudi že oblikovanih in imajo svoje zgodbe v celostni grafični podobi. Med njimi je torej na drugem, tukaj zdaj pogledajte, tudi znamka, ki prihaja torej iz kraja, iz območja destinacije Bled. Sestavlja okuse Julijske Alpe, torej regije Julijske Alpe, in kar je najbolj zanimivo je to, da nas v naslednjem času čaka, torej v tem obdobju že letos, 2 novi znamki. To pomeni skratka, da Julijske Alpe postajajo v bistvu ena prepoznavna regija, kulinarična na območju Slovenije. Glede na te vse ostale znamke, ki jih tukaj vidite, je seveda nemogoče, da ne bi prišli tudi do vrha, namreč 2006, ko je strategija nastala Okusiti Slovenijo, od zadaj ni bilo nobenih konkretnih pravilnikov na lokalnem območju. Z delovno skupino tukaj pa smo prišli res do vzpostavljenega sistema, kjer lahko s ponosom povemo, da v tem trenutku ocenjujemo prvi nivo ocenjevanja in da imamo danes tukaj rezultate tega prvega nivoja. Se pravi, imamo odlične rokodelske izdelke, odlična živila in prehranske izdelke in imamo seveda tudi jedi in pijače postrežene na gostinski način pri ponudnikih, ki so izkazali seveda tudi veliko kakovost. V naslednjem obdobju, že letos torej, nas čakajo nove kategorije ocenjevanja, kar pomeni, da gremo na nastanitvene obrate, da gremo na vodena doživetja pri teh ponudnikih in da seveda tudi gremo na gastronomske prireditve. S tem gradimo vertikalo kakovosti in vzpostavljamo sistem s ponudniki, da razmišljajo celovito, kakovostno, predvsem pa lokalno. Tisto, kar imamo dejansko tukaj in kar je najboljšega. Naslednja faza je faza doživetij, ki jih ponujajo ambasadorji. Se pravi, gre za delavnice odprtih vrat, gre za hiše gastronomije, se pravi vrhunske restauracije in gre za sprejemne turistične agencije, ki nam bojo z vodenimi doživetji kulinaričnimi, gastronomskimi po na primer Julijskih Alpah omogočale izjemne zgodbe za tiste goste, ki želijo več, so pripravljeni več plačati in spoštujejo in cenijo to, kar lokalno okolje ponuja. Zato pa seveda rabimo tudi ta 4. nivo, ta vertikalo čisto na vrhu, v povezavi z sredstvi, ki so na voljo za razne razpise, da bi lahko vzpostavili platformo G in pa hišo Okusiti Slovenijo, kjer bi bile na prodaj samo tiste, bom rekla, odlične zgodbe, ki nosijo certifikat po tej shemi. Tako gre za to, da pridemo do izjemnih zgodb, ki nosijo regije Slovenije vnaprej. Mi smo v času z kolegi iz Julijskih Alp oblikovali vizijo Julijskih Alp in smo rekli, da je to unikatna, botična, gastronomska doživetja, ki jih naj ponuja. V sklopu teh neponovljivih, poglejte že samo teh 5 znakov spodaj, torej gre za izjemno verigo na področju narave in njene dediščine. Nastavili smo strateške cilje, kjer smo rekli vsaj 5 lokalnih znamk na območju Julijskih Alp, usklajeno celovito svetovanje, potem seveda usposobljene ponudnike, konkretno mrežo ponudnikov, učinkovit interni marketing med ponudniki in pa seveda potem tudi navzven in predvsem gastronomska doživetja. In ta lahko ponujamo samo povezani. Skupno logistiko, skupna prodajna mesta, skratka izjemna zgodba. Zato moramo seveda razviti oskrbne mreže, da bodo na policah, tako kot je tale od zadaj Bled Local Selection, resnično vedno zgodbe lokalnih ponudnikov in da bojo te polne, da bomo imeli kritično maso izdelkov vseh vrst. Seveda so tukaj odprta vrata in letni koledar pri ponudnikih, ki bodo imeli doživetja, ki že imajo doživetja, izjemna zgodba. Med trženjskimi cilji velja prepoznati prav te 100 prepoznanih, naprimer blagovnih znamk do leta v 5 letih na območju Julijskih Alp, 15 ponudnikov vsake od specializiranih verig, 60 ponudnikov, naprimer, ki imajo certifikat, 15 kulinaričnih prireditev, 30 nastanitvenih obratov. Zakaj govorimo o tako majhnih številkah? Zato, ker kriterij za nastanitvene obrate je med drugim tudi okoljski znak. Se pravi, je zgodba, ki govori lokalno okolje, je povezana z naravo in povezuje vse ostale ponudnike. Tako da smo prišli na območju Bleda prav tako do vizije, ki pravi edinstvena, visokokakovostna, avtentična, botična,
prestižna, personalizirana, povezana in nepozabna gastronomska doživetja. To so tiste izkušnje, ki jih želim deliti s tistimi, ki mi nekaj pomenijo, da jim pokažem, kje sem in kaj doživljam. In prav tu smo nastavili cilje. Se pravi, na kak način pripeljati do teh vzpostavljenih verig. Zdaj trenutno imamo torej vzpostavljene 3 verige rokodelcev, pridelovalcev živilskih izdelkov in pa seveda gostinskih ponudnikov. V nadaljevanju potem tukaj še veliko nadaljnih zgodb. Zato potrebujemo torej strukturo in zato potrebujemo tudi ljudi, ki to razumejo. Zato bi v tem trenutku se zahvalila Turizmu Bled, da ste prepoznali to zgodbo in da je Maja odlična koordinatorica, kjer lahko rečemo, da ta center kakovosti resnično dobro nastavljamo skupaj z ostalimi kolegi in da je v ocenjevalni komisiji resnično en lep nabor strokovnjakov, od profesor Bogataja, ki ste ga že videli, magister Marlene Skvarča, ki pokriva področje živilskih izdelkov in da je ta zgodba resnično lahko nekaj, za čemer stojimo. Tako da lahko rečemo, da so izdelki, ki nosijo zgodbo, tradicionalni, regionalni, avtentični, vrhunski, izbrani, torej omogočajo neko butičnost, kakovost z Bleda, so sonaravni, trajnostni in zagovarjajo družbeno odgovorno ravnanje podjetij, ki jih ponujajo, so domačni, po drugi strani pa dejansko izjemni. Torej ta blejska zgodba, tako kot živite in doživljate Blejci. Torej 3 kategorije imamo, v tem obdobju začnemo z naslednjimi 3 kategorijami, torej z delovno skupino, ki se izjemno zahvaljujem za njeno pripravljenost, nadaljujemo z delom, rezultat ocenjevanj, ki ga boste pa danes videli, je pa seveda izjemen in na tem ne bom izgubljala več besed. Ampak pomembno je, kaj pridobiš s tem, ko pristopiš v mrežo, kaj pridobiš kot ponudnik. Usposabljanja, svetovanja, ocenjevanje, dobiš dejansko profesionalne fotografije, certifikate, ki te uvrščajo v skupino, predvsem pa dobiš dejansko eno sodelovanje v mreži jagodnega izbora najboljših produktov, ki prihajajo torej iz Bleda v našem primeru. Zato je to tisto, kar si želimo, da ob hiši Okusiti Slovenijo v Ljubljani, kjer lahko poskusimo tudi blejske produkte, to hišo prenesemo, torej Julijske Alpe naj bodo v hiši Okusiti Slovenije v mednarodnem prostoru na naslednjih olimpijskih igrah prav ta hiša s produkti iz Julijskih Alp. In to zgodbo moramo nastaviti tukaj, prav v tem prostoru mislim, da bi bilo dobro, da tukaj naredimo res ta velik center, kjer so vsi vaši izdelki, kjer so vaša doživetja tudi na prodaj, na razpolago. Potem seveda na slovenskem nivoju rabimo vse to in na vseh teh zadevah, ki morajo biti seveda zelo sistematično nastavljene, potrebujemo kakovost doživetja z Bleda. Dovolite, da vam vsem skupaj še enkrat čestitam. Se veselim vsake zgodbe od vas in vas vabim, da se nam pri doživetjih, nastanitvenih obratih, vodenih zgodbah tudi naprej poskušate priključiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Dr. Andrej Pompej je soavtor celostne grafične podobe. Hvala lepa. Tomaž je prej rekel, da bom eno zgodbo povedal, no se ni njen kakšna zgodba, ne bom pripovedoval, kako je sijalo sonce ali pa kako so pripevali ptički, ampak dejansko kakšne pol leta pred tem dogodkom, ki je bil tukaj pred 2 leti, sem dobil en klic od takrat v.d. direktorja turizma Matjaža Berčona, da ga je poklical en gospod Mulej in je rekel, da ima nek produkt, ki bi ga rad nekako umestil na trg s tem, da bi mu dal eno dodatno noto s pomočjo Bleda. No in tako smo se na terasi hotela Astorije takrat dobili, pogovarjali in potem seveda sem jaz začel doživljati tisto, kar sem si želel že, ko smo začeli razvijati znamko Bled. Namreč, da nekako vključimo v sam razvoj vsega skupaj tudi ljudi, ki tukaj živijo in vse tiste ljudi, ki seveda lahko od tega kaj imajo in tudi drugim ljudem nekaj dajo. Tukaj se moram vedno spomniti na tisti čudovit slogan, ki smo ga v Studio Marketing nekoč sproducirali, turizem smo ljudje.
In nič drugega nismo kot ljudje. In Bled ima čudovito naravo, ima pa tudi čudovite ljudi. In ti čudoviti ljudje lahko dajo čudovite stvari. In temu smo danes priča in jaz sem strahotno vesel res, da lahko tole gledam. Moram povedati, da se mi zdaj v bistvu drugič dogaja ena taka čudovita stvar, namreč v tistih letih, ko sem bil Studio Marketing, sem vodil tudi projekt Slovenija moja dežela. In sem bil v komisiji za dodelitev Lipovega lista. Takrat sicer je bil naval še večji, ampak je po svoje logično, ker je bil bazen cela Slovenija. Tukaj imamo pa bazen Bleda. Ampak kakorkoli gledano, bom rekel, kakovost na količino prijavljenih del je izjemna, kar pomeni seveda, da čestitam, navdušen sem in jaz mislim, da bo tako šlo tudi naprej. Zdaj bi pa čisto na kratko seveda šel še skozi, bom rekel, to podobo, vizualno podobo, skozi načine, kako se bodo te stvari v prihodnosti razvijale. Pogledali si bomo seveda samo en del, ker smo tudi zdaj šele 3 faze tega razvoja šli skozi. Vsekakor pa je treba povedati eno stvar, da pri kakršnikoli tovrstnih zadevah, kot je razvoj podobe, kot je razvoj embalaž, kot je razvoj komunikacij, so stvari elastične in se bodo marsikšnem trenutku seveda morale tudi prilagoditi kakšni situaciji. Tako da priročnik je zato, da se ga držimo, v izjemnih primerih pa seveda s pomočjo, bom rekel, raznih svetovanj se ga lahko pa tudi prilagodi. Zdaj bi šel pa čisto na kratko skozi to zadevo, da bomo potem seveda bolj nazdravili tem vašim čudovitim uspehom. V glavnem, veste, kakšna je znamka, itak ste jo že vsi videli, narejena je po principih zlatega reza, kar pomeni seveda, da ustreza vsakemu očesu, vsakemu občutku, da nimaš, bom rekel, nekih nelagodnosti, ko zreš v neko podobo. Obstaja pozitiv in negativ, v glavnem mi, bom rekel, primarno upoštevamo in priporočamo uporabo seveda negativa zaradi preprostega razloga, ker je narejen s pomočjo blejske zelene, to je tiste zelenje, ki jo večino leta vidimo v jezeru. Imamo seveda razvito tudi črno-belo oziroma samo črno različico v primerih, kot vidite tukaj, ko bo treba narediti, ne vem, kakšen izrez, kakšen odlitek, karkoli pač že. Imamo jasen barvni sistem, ki temelji na barvnem sistemu znamke destinacije Bled. Imamo jasno opredeljene tipografije zaradi tega, da pač karkoli pride iz tega gnezda Bled Local Selection, da seveda ima neko jasno in hitro prepoznavnost. Razvili smo certifikat, ki je zelo težko ga je ponarediti, seveda, ker je s hologramom in tako naprej. S posebnim tiskom je narejen, tako da tisti, ki ga bo imel seveda in tisti izdelek, ki ga bo nosil, bo imel res to dodano vrednost, ki smo jo želeli seveda vsem tem čudovitim izdelkom tudi dati. Vse te stvari, kako ga uporabljati, kje ga aplicirati, kako ga aplicirati, so seveda zelo jasno opredeljene v samem priročniku. Kot vidite, je opredeljena jasna tudi njegova velikost, takšna, da je še berljiva, pa seveda, da je tudi umestljiva na najrazličnejše produkte. To je recimo en prototip nalepke, marsikakšno že danes vidimo, tudi način, kako se deklaracija izpolni. Potem vidimo, da so nalepke lahko okrogle, so lahko štiriglate, odvisno pač od tega, kje se aplicirajo, kakšno imamo embalažo. Lahko je tudi kot obešanka, lahko je tudi kot ustavljenka, lahko je tudi kot ovojnik, kot temu pravimo, skratka, da se uvije okrog nečesa, skratka, aplikacije so možne zelo različne. Ampak predvsem pa ves čas pazimo, da se ta linija ohranja, kar pomeni, ko nekdo vidi 2-3 takšne izdelke, ve, kam spadajo in takoj tudi pridobi, bom rekel, ta vrednostni sistem, ki ga mi tukaj ponujamo. To je recimo en tak primer, kako bi se dalo to aplicirati tudi na, bom rekel, na embalažo, ki je čisto steklena, samo pomembno je, da je vsebina takšna, da ustvarja neko podlago, da se stvari lažje berejo. To so neki primeri, kako se recimo aplicira certifikat tja, kjer dejansko ali ni prostora ali pa je izdelek tako majhen, da ga enostavno ne moremo dolepiti oziroma kamorkoli pač že dati, ne. Tukaj so primeri tudi, kako to v praksi izgleda na nekih drugih izdelkih. Jaz bi v bistvu na tej stopnji zaključil, rekel bi samo še tole, s temi 4 besedami v bistvu se bo Bled Local Selection, bom rekel, podpisoval, promoviral, naslavljal v komunikacijah. Skratka,
Na prvem mestu kakovost, na drugem mestu avtentičnost, na tretjem mestu inovativnost in ne nazadnje, kar je najpomembnejše, izgleda. Tako da hvala lepa. Hvala. Ene stvari je treba pač narediti včasih tako, da ljudje so, da vidiš, če so pozorni. In gospod župan je bil zelo pozorni. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Prejšnji teden je v Madridu potekala ena izmed največjih poslovnih borz v mednarodni turistični industriji Fitur Madrid 2020. Letos so v okviru borze razpisali tudi tekmovanje v turističnih in promocijskih filmih in videoprodukciji, na katerem so lahko tekmovale vse destinacije, ki so sodelovale na borzi. Bled se je predstavil s filmom Bled Local Selection, ki ga je izdelala skupina Vizualist, Turizem Bled pa je njegovo izdelavo naročil v okviru digitalne kampanje. Film je postal najboljši promocijski film v kategoriji mesta v mednarodni konkurenci. Pa si ga poglejmo. To je to. Na oder pa zdaj vabim vodjo projekta na turizmu Bled, kolegico Majo Pančur, direktorja turizma Bled, gospoda Roglja, predsednika strokovne komisije, profesorja doktorja Bogataja ter blejskega župana, gospoda Janeza Fajfarja, da podelijo certifikate. Seveda pa za nekaj besed prosim kolegico Majo Pančur. Lepo pozdravljeni. Če kot vodja projekta še nekaj besed povem z moje strani, no, moram reči, da zadnji 2 leti, se pravi z začetkom Blejskega sira, smo zastavili tole pot mogoče bolj spontano. V začetku prejšnjega leta pa smo ugotovili, da stvar rabi malo bolj sistemsko rešitev. In ko sem meseca maja delala nekak pregled, kdo vse tukaj ustvarja rokodelske izdelke, kdo ustvarja prehranske izdelke, katere gostinske obrate imamo, nisem čisto vedela, kaj pričakovati. In to, da se je že na prvo ocenjevanje prijavilo 68 izdelkov, me je preprosto osupnilo. Če rečem, da po pol leta, ko se je prijavilo 128 izdelkov in jedi, na tole ocenjevanje res ostajam samo brez besed. In v čast mi je bilo delati s takimi srčnimi ljudmi, vsi vem, da smo se začutili, no, en drugemu smo dajali in res danes lahko samo čestitam in sem ponosna na vse skupaj. Torej, danes podeljujemo certifikate 24 ponudnikom za 59 izdelkov. Začenjamo z rokodelskimi izdelki in izdelki unikatnega ter industrijskega oblikovanja. Na oder vabim Anžeta Logarja, ustvarjalca blejskih pleten. Naslednja, ki prejme certifikat Bled Local Selection, je Sabine Frank, ki je danes žal ni med nami. Prejme pa certifikat za rajske nahrbtnike, torbice in etuje in pa rajske magnete. Naslednji, ki jo na oder vabim, je Urška Poklukar, delavnica Šoberle, ki proizvaja gorjanske zvonce.
Huberto Široka, ki ustvarja linijo izdelkov Blejska rajska ptica. Vabljen na oder. Anja Tolar Tomšič za kolekcijo Arnolda Riklija Voda, zrak, svoboda. Vabljena. Okay. Naslednjega na oder vabim Andreja Cundriča, ki ustvarja rokodelske izdelke, in sicer žlice za med in za kuhinjske pripomočke pa danes prejme certifikat Bled Local Selection. Miha Žvan, žvižgalke. Na oder vabim Aljaža Pazlarja, ki prejme certifikat za Zaki Star bosohodke. Na oder vabim Andrejo Završnik, ki prejme certifikat Bled Local Selection za blejski tarok. Moram povedati, da je to prvi krajevni tarok v Sloveniji. Tako da mi imamo slovenski tarok, imamo slovanski tarok, zdaj smo dobili pa še blejski tarok. Niko Mučič za blejsko rajsko ptico in konjička. Mislim, da ga ni, vsaj opravičil se je, tako da prejme certifikat naknadno. Ana Marija Nuša Mulej za linijo keramičnih izdelkov Poveživa se. Prosim. Keramična
Kot zadnji pa prejme certifikat Bled Local Selection v sklopu rokodelskih izdelkov Uroš Resnik za abecedarij. Uroša prav tako danes ni tu, je na gradu, tako da prejme certifikat naknadno. Če nadaljujemo s pridelki in živilskimi izdelki, vabim kot prve na oder podjetje Konditus za blejsko kremšnito. Naslednjega na oder vabim Tomasa Černeta za hišne jajčne testenine Prtaufo. Naslednja certifikat Bled Local Selection prejme Kmetijsko-gozdarska zadruga Gozd Bled za blejski sir. Na oder vabim predstavnike čebelarskega društva Bled Gorje, ki prejmejo certifikat za blejski med. Blaž, Lovro, ne bosta prišla? Hvala lepa. Naslednja, ki prejme certifikat Bled Local Selection, je Mateja Reš. In sicer prejme certifikat za ščep veselja, sol s sušenimi zelišči, vrtno rožo, mešani zeliščni čaj, pomladno svežino zeliščni ledeni čaj in pa 2 darilna paketa. Hvala. Naslednjo na oder vabim Andrejo Pogačar, ki bo prevzela cel kup certifikatov za kmetijo Prtrglav za likerja in žganja.
Naslednjega na oder vabim Anžeta Legata, sadjarstvo pri Jernejc, za 3 izdelke, in sicer za jabolčni sok, za jabolka Jonagold in suhe jabolčne krhlje. Samo prehajamo v tretji del podelitve certifikatov za jedi in pijače postrežene na gostinski način. Prve vabim na oder predstavnike Turističnega društva Bled, ki prejmejo certifikat za posmodulo z bohinjsko zasko. Blejske še ni. Na oder lepo vabim predstavnike Blejskega otoka. Za lešnikovo potico s figami iz Blejskega otoka in potico iz suhih tepk prejmejo 2 certifikata. In pizzerije začeli delati in tako naprej. Nimam več proti pizzerijam, ampak če bomo tohle pizzerije, moramo biti tudi tohle potičnic, lebasaren, pogačnic in tako naprej. Skratka, res sem mogel to pogledati, ker me dolg časa že nisem doživel. Certifikat za prvi naštruklja prejme gostilna Korej.
Iskrene čestitke vsem. Moram pa še ob koncu te podelitve se zahvaliti tudi dvema sodelavkama, ki sta poskrbeli za to, da so vsi oziroma večina prijavljenih dobila tudi strokovno podporo in pa oblikovalsko podporo, in sicer Jana Vilman in Barbara Bogataj. Najlepša hvala. Maja, ostani sekundo še na odru. V imenu kolegic in direktorja tudi tebi iskrene čestitke in hvala za vas trud. Tako, skoraj smo pri koncu. Za konec bomo zdaj še simbolno odprli kotiček Bled Local Selection v trgovinici, ki jo imamo tule v Triglavski roži, in prosim vodjo infocentra, gospo Ano Marijo Kunstelj, in pa direktorja Tomaža Rogle, da to storita, in prosim, če stopita, ne, kamermani, pridite ven. Ja, ven pridite, ker ne boste s hrbtom obrnjena proti nam, ampak prosim, če gresta pod trak in z tega konca semle odpreta oziroma prerežeta. Tako trak je prerezan in kotiček simbolno odprt. Zdaj pa vas seveda kako vabim na ogled izdelkov, na pokušnje izdelkov, na pogovore z avtorji. No, naj pa povem, da člani turističnega društva Posmoduljo pečajo zunaj, pa vam jo bodo tudi noter prinesli, če boste tako želeli. Hvala in srečno.